Gospod Klanjšek, kaj vam pomeni recimo eno takšno sodelovanje v takšnem projektu, ki je pravzaprav tudi hkrati dobrodelen in nekako v čast vsem tistim, ki so zdaj tudi kot gostinci nekje na obrobju družbe, to so seveda starejši. Najprej lep pozdrav v imenu restauracije Taboljš. Hvala za povabilo novega tednika za to akcijo, katere smo se veseljem udeležili. Vsi smo zdaj v trenutno težki situaciji, predvsem starejši in tudi gostinska branža, zato mislim, da v tej stiski si lahko še dodatno pomagamo, si damo roke. Nam take zadeve veliko pomeni, ker dobimo tudi občutek družbene odgovornosti za pomoč starejšim in nam je veselje, da bomo lahko pomagali in sodelovali v tej akciji. Gospa, ki ji boste v naslednjem mesecu priskrbeli obroke vsak dan, je gospa, ki je v življenju preživela marsikaj, živi tudi sama. Velik del tej družbi je dala v preteklosti tudi svojim pokojnim možem. Kaj je morda ob tej priložnosti, ker se seveda ne morete zdaj videti v živo, pa takole sporočate? Sporočam ji, da nikoli ni tako hudo, da se ne bi dal preživeti. Mi bomo z veseljem dostavljali vsak dan naše obroke, ki jih dnevno pripravljamo na bazi svežih surovin, ki jih imamo. Upam, da bo zadovoljna z našo prehrano in ji želimo, da ji bomo vsaj za trenutek polepšali dan ob dostavi naše hrane. Najlepša hvala, gospod Klanjšek. Hvala. Dober dan, gospod Lilija. Ja, dober dan. Bom tam še potrkala. Pozdravljeni. Kako ste? Gre. Imamo eno presenečenje za vas. Presenečenje. Seveda. Najprej bomo takole si rekli lepo pozdravljeni. To je zelo nov način pozdravljanja. Gospa Lilija, slišim, da ste bili cepljeni dvakrat že. Ja. Se v redu počutite? Seveda. Super. Zdaj se vredo, takrat sem pa imela malo težav. Tak, gospa Lilija, malo se bova pogovorili, imamo pa eno skrito presenečenje za vas. Kaj je to? Kdo vam danes prinese kosilo? Zjad? Ne. Mi smo vam prinesli kosilo danes, samo to še ni vse. Ja. Restauracija Taboljš, to je nova restauracija v Celju, vam bo namreč cel mesec, od ponedeljka vključno soboto, dostavljala kosilo domov. O, ljubi Bog. Ne? Ja, tako presenečenje. Seveda, a veste, smo v takih časih, ko vse veste, kak je položaj starejših, celo življenje ste delali, celo življenje ste se razdajali. Drži to. Na drugi strani imamo pa tudi gostince, ko veste, v kakšni situaciji so zdaj. So tudi v težki. In pravijo, dobro se z dobrim vrača in da je treba tudi včasih takih, kot smo danes, stopiti skupaj. Gospod Klanjšek, ki je lastnik restauracije Taboljš v Celju, vam sporoča, da ni stvari v življenju, ko bi človek obupal in da je vedno treba biti v življenju močen. Vse to je res. In da bo z veseljem pripravljal vsak dan naslednji mesec, od ponedeljka do sobote, hrano za vas in To pa res presenečenje. Kaj mu sporočate nazaj? Ja. Ja, presenečenja sem, zahvaljujem se, ne morem verjeti, da je res. Res ne morem verjeti, da je res kaj takega. Slišim, gospa Lilija, da ste v svojem življenju zelo veliko delali. Točno, 40 let sem zelenjavo gojila, pa mesto smo zalagali nekaj časa, bolnico, vojašnico, trgovine, agropromet, po 1000 kilogramov na dan narezala jo. Enkrat
sem jo v 4 urah 1000 kilogramov narezala, 4 so jo pobirali v zadnji. Bila je pa res lepa, pa 1000 kilogramov narezati solate ni enostavno. Je bilo vredno, glede na to, da... Vredno je bilo, ja, res. Zelo veliko. Vse zato pa, zdaj, jaz sem bom 87 let stala konec maja, ne. Res težko hodim, ampak ko sem bila 40 let predpogena v zemlji od februarja do decembra, ne, to v vsakem vremenu še tako čudno, da hodim. Dobro se držite, gospa Lidija. Ja, še čudno, da hodim. Res imam težave s kolkom, pa s kolenim, pa s križem, pa to, ampak... Kaj vas po konci drži? Še kar. Ja, sem rekla, vnuku sem rekla, veš kaj zdaj, do zdaj sem še v vrt hodila, sem rekla, kaj bo zdaj, ko ne morem več vrt, me pa 2 grede tople, ne 2 visoke grede naredila, da bom še vedno imela kak petržil ali kaj takih, nekaj malenkosti. Vrčila pa se bom usedla tam, pa rože še tudi imam, ne, nekaj, kolikor bom kos, ne, nekaj bo včeraj še tudi oplela, ne, pa sem tak. Ko gledate zdaj na tisto obdobje prej, pa na to obdobje zdaj, v katerem ste, kakšna je razlika v družbi? Je bilo prej bolj živeti, kot pa zdaj, vendarle ste oseba, za katero je zelo bogato in lepo življenje, ki ste se razdajali za druge. Danes, ko gledate ta svet okoli, kaj razmišljate, gospa Lidija? Kaj razmišljam? V moji mladosti je bilo dosti slabše, veste, kot zdaj. Tatim te mladim gre dosti boljše, kot nam je šlo. Jaz nisem hodila obuta v šolo, nismo imeli čevljev. V razredu so imeli samo 3 čevlje, ko so bili od kakih uslužbencev otroci. Drug smo bili pa čisto vsi bosi. Ja. Smo ljudje dovolj hvaležni v življenju? Ne vejo za stare čase, koliko smo včasih. Veste, jaz sem bila 35 let stara, sem prvo banano pojedla, ne? Nismo imeli, jaz sem pač bila glih 7 let stara, ko se je vojna začela, ne? In veste, smo zelo malo v šolo hodili. Jaz sem iz Vojnika, ne, Sveto Mašgor. Vedno so prišli, mislim, vsake toliko časa so vojaki bili v šoli, ne? Pa nismo imeli po 2 meseca, 3 mesece ne pouka, pa to se je dogajalo kar skozi, ne? Cele 4 leta. In tako, da glih toliko, da smo pisali, smo znali pisati, pa brati, pa malo računati, kaj drugo se pa tako nismo učili. Po vojni pa tudi je bilo pa isto slabo. Po vojni ni bilo ne knjig, sam učitelj je imel knjigo, ne? Mi nismo imeli knjige, zvezke, vse, pa smo si vse mogli pisati, pa malo boljši bilo kot med vojno. Takrat pa ni dosti boljši bilo po vojni prve leta. Kaj jim sporočate takim? Da niso nezadovoljni. Ja, zadovoljni bi mogli biti, vse kar. Da imamo mir, pa da imamo hrano. Je taka hvaležnost in to zadovoljstvo s tistim, kar človek ima, je to recept za zdravo in dolgo življenje? Ja, da si optimističen, ne? Voljo moraš imeti. Pa tudi zdaj, jaz sama živim, pa mi ni nič dolg čas. Kako si krajšate urice? Veste kaj, naprimer, grem k televiziji, včasih malo preberem nekaj, grem ležet, imam pa tam radio, grem enkrat, dvakrat na dan počivati, medtem zvečer pa pogledam, še grem pa švedsko merzbiko. Malo ne smejim, nička, ne? Ja. Ja, veste kaj, bolj slab slišim, naprimer po televiziji, kar je slovenskega, naprimer kakšne igre, karkoli,
ko ta križem govorijo, pa ne zastopim. Takle, ko mi dve zdaj vas kar razume. Ker pa eno ne čujem, tega čujem, pa slabš, ne? Bolj glasno je treba govoriti. Tak se znajdem. Pa, naprimer, ko gledam teda nadaljevanko, mislim, da čvrstko merc, pa ko piše, kakve zdravstvene nasvete, tudi rada poslušam, poročile poslušam. Na tekočem sem. Fino. Da vam ne bomo kradli veliko časa, gospa Lilija, Ja. vas bomo zdaj pustili in se poslovili, da vi kosilo današnje pojeste. Se pravi, od ponedeljka do sobote, vključno sobote, boste imeli vsak dan kosilo, malo pred 11. vam ga bojo pripeljali, kar smo malo že zvedeli in zvohunili, da vam ta čas tudi ustreza. Mogoče kako besedo za na konec, še to gre za akcijo restauracije Ta boljš pa Novega tednika in Radia Celje. Morda za konec. Najlepša hvala se zahvaljujem, res za obisk, za vse. Ne morem verjeti, presenečena sem, skoraj nimam besed. Najlepša hvala. Hvala vam, gospa Lilija. Ja, pa vam vsem. Še en pozdrav Ja, in gospa Lilija, dober tek. ja, hvala. Pa še enkrat hvala lepa za presenečenje.